Bomo rešili skupaj naloge iz preverjanja, iz vsebine deliteljev, večkratnikov in nekaj ulomkov. Določi najmanjši skupni večkratnik izrazov. Tukaj imamo poleg števil x, y, z, ki jih ne moramo več razstaviti in so zato kot praštevila, zapisana še števila, ki pa jih moramo spremeniti po osnovnem izreku aritmetike v produkt samih praštevil. Se pravi, ta števila razstavimo. 240, črto, delimo z 2, dobimo 120, delimo z 2, dobimo 60, delimo z 2, dobimo 30, delimo z 2 je 15 in še delimo naprej s praštevilom 3, dobimo 5 in delimo s 5, dobimo 1. Pomembno je, da so tukaj na desni sama praštevila. Torej, 240 je 2 krat 2 krat 2 krat 2, to pomeni 2 na 5 krat 3 krat 5. In isto ponovimo zdaj številom 320. 320 delimo za 2, dobimo 160, delimo za 2 je 80, delimo za 2 je 40, delimo za 2 je 20, delimo za 2 je 10, delimo za 2 je 5, delimo s 5 je 1 in dobimo, da je to število 320, da lahko zapišemo kot 2 na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 na 6, krat 5. Potem imamo število 560, enako razstavimo na praštevila, delimo z 2, dobimo 280, delimo z 2, dobimo 140, delimo z 2, dobimo 70, delimo z 2 je 35, delimo s 5, dobimo 7, delimo 7, dobimo 1. Se pravi, to je pa 2 na 1, 2, 3, 4, 2 na 4 krat 5 krat 7. Navodilo je, da poiščemo najmanjši skupni večkratnik. V tem primeru napišemo večkratnik od teh števil, od teh izrazov, ne pozabimo, da imamo še zraven x-e. In zdaj najprej številke določimo, koliko je. Za večkratnik moramo vzeti vsa različna števila in tudi simbole x, y, z na največjo stopnjo. Torej, dvojka bo na 6, ker je največja. Potem trojka je ena sama, ampak je prepišemo, je tudi največja 3 na 1. Petka se pojavi sicer v vseh treh, ampak povsod je na 1, ali pa če nič ne zapisamo, zato napišemo petko samo enkrat in še 7. Zdaj pa še x-i. X na 4, x na 3, x na 7. Največ je x na 7, prepišem. Y na 3, y na 7 je skupaj y na 7. Z na 5 in z na 9, z na 9. Se pravi, pri večkratniku je čisto vseeno, ali nastopa v eni, dveh ali treh. Samo mi vzamemo največjo. Če bi imeli tukaj še dodano, da bi mogli še izračunati, koliko je delitelj, se pravi največji delitelj, za delitelj bi pa iz tega razcepa vzeli tisto, kar je skupno. To pomeni, dvojka je povsod in na najmanjšo stopnjo bi bilo to 2 na 4. Trojke ne bi vzeli, ker ni, je samo v enem, petka je ena sama. Pogledamo, kje je x. X je tukaj, na 3, na 4, na 3, na 7, vzamemo na najmanj. X na 3. Y je samo v 2, zdaj je tudi samo v 2, se pravi, če bi bil delitelj, kar v našem primeru ni naloga, bi izračunali tako. Pa ga bomo zdaj izbrisali, ker pač v našem primeru delitelj ni vprašanje. Gremo k drugi nalogi. S pomočjo Evklidovega algoritma določi največji skupni delitelj. Se pravi, gremo. Pišemo, večje število je 600, je nekajkrat manjše število,
plus nekaj, to je osnovni izrek o deljenju. Se pravi, vsako število zapišemo kot večkratnik drugega števila, pa nek ostanek. Zdaj, kolikrat enkrat. Lahko si zdaj tukaj zapišemo, da bomo od 600 odšteli 375, če imamo kalkulator, lahko to naredimo s kalkulatorjem, drugače pa takole in dobimo 225. Torej, ostanek je 225. In zdaj napišemo 375 na prvo mesto in rečemo, to je nekaj krat 225 plus nek ostanek. Kolikrat 225? Ja, enkrat. Pa zopet 225 odštejemo, ker enkrat smo porabili. Je 0, je 5, je 1, ostane 150 in ostanek napišemo. Gremo naprej. Zdaj napišemo 225 sem. Prav, vedno to številko, ko je tukaj, zapišemo sem, to pa sem. Vsakem koraku, zdaj bomo pa to napisali. 225 je nekaj krat 150 plus ostanek, kolikrat, ja, to bo pa enkrat 150, ostane pa 75, zdaj že lahko na pamet, ni treba zapisovati. Potem imamo pa še 150, je nekaj krat 75, kolikrat, dvakrat in koliko ostane 0. In ker smo dobili zdaj ostanek je 0, pogledamo, kaj je zadnji od 0 različen ostanek, to je tale 75, in zapišemo, da je največji delitelj 75. No, potem pa moramo dobiti, če najmanjši skupni večkratnik, kjer formula je to, ja, če zmnožimo delitelja dveh števil z najmanjšim večkratnikom teh dveh števil, dobimo produkt A krat B. In nas zdaj zanima, koliko je večkratnik. Delitelja poznamo, je 75, večkratnika iščemo, A je 600 in B je 375. Se pravi, zdaj vse skupaj delimo s 75 na vsaki strani, ker je krat delimo samo enkrat. Počrtamo in dobimo, koliko je najmanjši večkratnik. Zdaj lahko to normalno računamo, lahko pa tudi delimo 375 deljeno s 75, pa bo prišlo, se pravi, lahko krajšamo, po mojemu 7, 5krat najbrž, ja, tole gre 5krat, se pravi 1 in 5, in 600 krat 5 je 3000. 3000 je skupni večkratnik, lahko to tudi normalno s kalkulatorjem izračunamo. Gremo naprej, da določi največji delitelj teh izrazov, ne? Zdaj, če hočemo teh izrazov dobiti delitelj, moramo izraze razstaviti, recimo x kvadrat minus 9x, x kvadrat minus 9x, izpostavimo x in ostane x minus 9. Potem x kvadrat minus 81, vemo, da je 81 9 na kvadrat, zato je x kvadrat minus 9 in je to x minus 9 krat x plus 9. Razlika kvadratov. Potem imamo pa še enega, x kvadrat minus 4x minus 45, pa rečemo, da je to x minus 9 krat x plus 5. Takole. In tukaj imamo x minus 9, vidimo, da se x minus 9 pojavi povsod. V vseh treh in skupni delitelj je tisti, ki se pojavi v vseh teh izrazih. In zato napišemo, da je delitelj x minus 9. Gremo naprej. Zapišem množico deliteljev izraza. Zdaj, 64 je 4 na 3. In mi vemo, da je a na 3 minus b na 3, na kar nas tole spomne, isto kot a minus b krat a kvadrat plus ab plus b kvadrat, se pravi razlika kub. A na 3 minus b na 3 je torej x na 3 minus 4 na 3, je x minus 4, a minus b, potem pa prvi na kvadrat, produkt obeh in drugi na kvadrat. Načeloma mi poznamo pravilo, da je število deliteljev toliko, kot je praštevil, prav takole,
če bi imeli tukaj na N1, pa drugo na N2, pa recimo še tretje praštevilo na D3, je število deliteljev vedno toliko, kot je število, ki ga dobimo tako, da tele potence pomnožimo. Se pravi, imamo N1 plus 1 krat N2 plus 1 krat N3 plus 1. Tako. In zdaj napišemo, ne? V našem primeru imamo ta izraz na 1, pa ta izraz na 1. To je isto, kot da bi bilo praštevilo, ker se ga ne da več razstaviti. To pomeni, da je vseh deliteljev, število deliteljev, bo 1 plus 1 je 2, krat 1 plus 1 je 2, 4. Aha, se pravi, množica deliteljev izraza x na 3 minus 64 je 1, 2, 3 in 4. To pomeni, tukaj je 1, tukaj je x minus 4, to je x kvadrat plus 4x plus 16 in vedno je na koncu x na 4 minus 4 na 3 oziroma x na 3 minus 4 na 3 oziroma minus 64. In to so 4 delitelji izraza x na 3 minus 64. No, tukaj imamo zdaj zelo enostaven primer, nek ulomek. Seveda, najprej bomo tole sešteli in zato damo na skupni imenovalec, pomnožimo z 8 in tega spet. In imamo v spodaj 40, zdaj lahko tudi vmesni korak naredimo, 3 krat 8 je 24, plus 1 krat 5 je 5. Napišemo deljeno in gremo zdaj to. Bomo tole šli, ker je tukaj deljenje, bomo mi zapisali kot množenje z obratno vrednostjo. In odštejemo 5 čestin. Zdaj se označimo, zdaj bomo pa tole izračunali. Aha, kako? 7 pa 14 krajšamo, 1 in 2. In dobimo, tukaj 24 plus 5 je 29 40, deljeno z, oklepaj, 4 krat 2 je 8 petin, minus 5 čestin. In moramo dati zopet na skupni imenovalec, od 5 in 6 je to 30, zato pomnožimo prvega za 6, drugega za 5. Prvi izraz prepišemo, napišemo deljeno in zdaj pa že bomo imeli en ulomek. 5 krat 6 se pravi 30, vzgor je pa 8 krat 6 je 48, 5 krat 5 je 25 in 48 minus 25 je 23. Damo naprej, to je 29 deljeno 40 krat 30 deljeno s 23. To pokrajšamo, ostane 3, 4, zdaj se jih delimo in ostane 29 krat 3, se pravi za 3 manj kot 90 je 87 in 4 krat 23, to je pa 80 in 12 je pa 92 in to je naš rezultat. Tukaj moramo zapisati z ulomkom, se pravi, če imamo 0,52 in se 52 ponavlja, to je neko število x. Ker se periode začne ponavljati takoj za vejico, bomo zdaj to stvar rešili v bistvu skoraj v enem koraku, pomnožimo za 100. Zakaj za 100? Ker moramo dati vejico za 2 mesti naprej. In dobimo 52,52, to je 100 x-ov. Zdaj odštejemo, 52 minus nič je 52 je, 100 minus x je 99 x-ov, delimo z 99 in dobimo, da je x 52,99. Zopet izraz, poenostavimo ga. Zdaj poenostaviti algebrske ulomke oziroma njihove rezultate pomeni, da najprej razstavimo. Tole bomo izpostavili dvojko in ostane x minus 1. Spodnji del, se pravi tole, razstavimo s pomočjo Vijetove formule. X pa x, predznaka bosta minus
in bo minus 3 krat minus 3, lahko tudi x minus 3 na kvadrat. Krat, tukajle bomo izpostavili x, ostane x minus 3, in spodaj izpostavimo največ, kar se da, x kvadrat, ostane x minus 1. Zdaj pa krajšamo. Kaj lahko prečrtamo? Ja, x minus 3 pa x minus 3, x minus 1 pa x minus 1, lahko tudi en x črtamo in ostane zgoraj 2, volumeno z x minus 3 krat x. Če bi bilo tukaj vprašanje, kdaj je ta ulomek nič, bi rekli nikoli, ker je v števcu dvojka. In dvojka nikoli ne more biti nič. Če bi pisali, kdaj je nedefiniran, bi pa rekli, aha, takrat, ko je vspodaj nič, to je pa takrat, ko je x enako 3, ker 3 minus 3 je nič, in nič krat 3 je še vedno nič, ali če je x enako nič. Se pravi, to ne sme biti, ker takrat bi bil ulomek nedefiniran. Bomo zopet to brisali, ker ni bilo vprašanje. Mi smo samo poenostaviti ga mogli. Še naslednjo nalogo določimo tako, da bo število delilo izraz. Zdaj mi vemo, da število 6 deli neko število takrat, ko ga deli 3 in 2. Torej moramo zdaj dokazati, da dvojka deli to število in na drugi strani, da tudi trojka deli to število. To število je pač 223.000, naprej pa ne vemo, samo te dve številki morata biti iste. 1, 1, 2, 2, nekaj pač, nekaj do 9. Zdaj, kdaj deli 2? Pravilo je, število je deljivo z 2, kadar je na koncu sodo število. To pomeni, da že vemo, da ta m je lahko ali nič, ne more biti 1, ker je liho, ali 2, ali 4, zdaj niti ni treba skozi pisati, lahko samo 6, 8, se pravi nekaj od tega. Zdaj pa gledamo pa za 3. Število je deljivo s 3, kadar je vsota števk, se pravi vsota teh števk, deljiva z, da ta seštevek deli 3. In gremo. 2 plus 2 je 4, plus 3 je 7, plus 4 je 11. Torej, hočemo dokazati, da 3 deli 11 plus 2m. In zdaj vstavljamo te številke noter, ki so 2 krat nič je nič, plus 11 je 11. Aha, to ni deljivo s 3. 2 krat 2 je 4, zdaj vstavljam 2, plus 11 je 15. Aha, če vstavim za m2, dobim, da je to 15, in ker 3 deli s 15, je to dober rezultat. Ponovim za štirko, 2 krat m, 2 krat 4 je 8, plus 11 je 19, ne gre. 2 krat 6 je 12, plus 11 je 23, ne gre. 2 krat 8 je pa 16, in 16 plus 11 je 27, to pa zopet gre, zato je 8 tudi rezultat. In napišemo, da m je lahko 2 in m je lahko 8. Imamo 2 rezultata. Oba sta pomembna. Še zadnjo babico, ki ima veliko sladkarij in precej vnukov, in tole bo razdelila med njih. Delila bo, ker bo razdelila, moramo očitno poiskati, koliko je največji skupni delitelj. Pomagali si bomo z razcepom na prafaktorje. Delimo s 3, 11 deljeno s 3 je 3, 11 deljeno s 3 je 3, ostane 2. Takole, 27 deljeno s 3 je 9, ampak 9 ni prav število, zato z 9 ne smemo deliti, lahko pa delimo s 3 in dobimo 9. 9 še enkrat delimo s 3, dobimo 3 in še enkrat delimo s 3, dobimo 1. Torej dobimo 117 je 3 na 4. In gremo naprej. Kaj pa 65? Tukaj je ena napaka, bomo popravili. Nekaj je tole narobe zračunano, dajmo še enkrat.
seveda ni 117 potenca števila 3. Gremo še enkrat. Se pravi, 117 zagotovo je deljivost 3. Zakaj vemo? Ker je 1 plus 1, 2, plus 7 je 9. In ker je 9 deljivost 3, tudi število deljivost 3. 11 deljeno s 3 je 3, ostane 27 deljeno s 3, to je pa 9. Tako je. 39 lahko delimo s 3 in dobimo 13. 13 je pa prav število, zato delimo s 13. To je prvo. Potem gremo 65. 65 z lahkoto delimo s 5, dobimo 13. 13 delimo s 13 je 1. In še zadnjega, 104 delimo z 2, dobimo 52. Delimo z 2, dobimo 26, delimo z 2, dobimo 13 in delimo s 13 in dobimo 1. In ugotovimo, da se je povsod pojavila samo 13. Lahko bi isto napisali kot prej. Raztep 3 na 2 krat 13, 5 krat 13, 2 na 3 krat 13. In za skupni delitelj poberemo vse, kar je skupno, in skupno je samo 13. To pomeni, koliko vnukov ima babica? Ja, največ, ko jih lahko ima, je 13, ne? Tukaj je v bistvu tudi edino poleg enega. In koliko bo zdaj dobil vsak? Ja, 117 delimo s 13, dobimo 9 bombonov. 65 delimo s 13, 5 čokolad. In 104 delimo s 13, dobimo 8 lisik. Gremo še drugo skupino pogledati. Naloge se bodo tukaj nekatere celo ponovile, mislim, da je prva celo čisto enaka. Ni. Ok, se pravi, številke so malo drugačne, postopek bo pa čisto isti. Se pravi, tale 90 zopet razcepimo na prafaktorje. 90 deljeno z 2 je 45, lahko delimo s 3, dobimo 15, delimo s 3, dobimo 5, delimo s 5 je 1. Se pravi, namesto 90 lahko napišemo kot 2 krat 3 na 2 krat 5. In ponovimo vajo za 120. Delimo z 2, delimo 60, delimo z 2, dobimo 30, delimo z 2, dobimo 15, delimo s 3, dobimo 5, delimo s 5, dobimo 1. No, zdaj bomo pa še 540 napisali. Se pravi, 120 imamo 2 na 1, 2, 3, 2 na 3, krat 3 krat 5, 540, delimo z 2, dobimo z 270, delimo z 2, je 135, 135 lahko delimo s 3, dobimo 4, 43, no, to je nekaj čuden. 540 deljeno z 2 je 270, 270 deljeno z 2 je 135, 13 deljeno s 3 je 4, ostane 15 deljeno s 3 je 5, tako bo boljše, to delimo z 5, dobimo 9, 9 delimo s 3, dobimo s 3, dobimo s 3, dobimo 1. Torej, tukaj je pa 2 na 2, krat 3 na 3, krat 5. In ker iščemo najmanjši skupni večkratnik v, poberemo vse različne na najvišjo stopnjo. Se pravi, dvojka bo na 3, trojka na 2 in petka. X bo na, največ bo na 3, Y bo na 7 in Z na 9. Se pravi, Y na 7 in Z na 9. Eto, če ponovimo še enkrat. Se pravi, dvojka na 3, trojka tudi na 3, petka je ena sama. X največji je tale na 3, Y obstaja na 7, Z obstaja na 9, najmanjši skupni večkratnik. Zopet evklid. Prav večjo številko napišemo kot nekajkrat manjša. Kmalu ugotovimo, da bo to šlo očitno dvakrat, to je 380, 384. In odštejemo.
4 do nič je 6, 1 dalje, 9 do 18 je 9, torej je ostanek 96. Naslednji korak je 192 je nekaj krat 96, ugotovimo, da je 2, in ostanek nič. Ker smo že do ničke prišli, je največji delitelj to, delitelj je 96, zopet uporabno večkratnik krat delitelj je a krat b, se pravi večkratnik dve števil, delitelj več števil je a krat b, večkratnik ne vemo, koliko je, delitelj je 96, a je 192, b 480, delimo za 96 na obeh straneh, ker nas zanima, koliko je večkratnik, in dobimo, da je večkratnik, tole krajšamo, 2 krat 480 je 960. Eto, skupni večkratnik je tole število. Gremo k tretji nalogi. Določi največji skupni delitelj izrazov. Kadar imamo števila, jih razstavimo na prafaktorje. Kadar imamo izraze, jih razstavimo do konca. Tudi to je nekako na prafaktorje. Toliko daleč, da jih ne moramo več izrazstavljati. Najprej imamo x kvadrat minus 4x minus 77 in rečemo, aha, to bomo razstavili po vetu. Glede na to, da je produkt negativen, bo očitno eden plus pa eden minus. 77 je in večji bo minus in zato bom dala tukaj 11, tukaj pa 7. To je prvi. Gremo naslednjemu. X kvadrat minus 11x. Tukaj vidimo, da lahko izpostavimo x in ostane x minus 11. Zdaj že malo sumimo, da bomo skupni delitelj najbrž x minus 11. Vseeno še razstavimo tega. 121 je 11 na kvadrat, zato je to x minus 11 krat x plus 11. Takole. In kaj je skupni delitelj? Skupni delitelj je x minus 11. Takole. In napišemo, največji delitelj je x minus 11, ker to je faktor, ki se je pojavil pri vseh. Množica deliteljev, se pravi 64 je 4 na 3, vemo, da je to a na 3 minus b na 3, zato je to x minus 4 krat x kvadrat plus 4x plus 16, ker je tukaj na 1 in tukaj na 1 je skupaj deliteljev 2 krat 2 za eno povečano, torej delitelji tega izraza, deliteljev tega izraza so 4 delitelji, 1, 3 in 4, 4 delitelji. Zdaj vemo, da prvi je 1, zadnji je celo število, vmes je pa to, kar je tukaj napisano. Zdaj, malo težje bi bilo, če jih bi imeli več, ampak tukaj gre takole. Če bi imeli recimo tukaj delitelje, ne vem, števila 8, bi rekli 8 je 2 na 3 in število deliteljev bi bilo 3 plus 1, to je 4. 4 delitelji. No, zopet ulomek. Tukaj pomnožimo s skupnim imenovalcem. 4, 2, 3, to je 12, se pravi prvega pomnožimo s 3, drugega z 6, tretjega z 4. In že lahko napišemo na eno samo ulomkovo črto. 12 je spodaj, zgoraj pa 9, minus 6 plus 4. Deljeno. Kaj bomo tukaj naredili? Ja, isto dali na 12, krat 2, tukaj je že 12, lahko samo namesto 1 cele napišemo 1 krat 12 je 12, plus 1 je 13, se pravi to enko prečrtamo, pa je 13 12, pa minus, tole bomo še s 3 pomnožili, bo 9 12. In zopet napišem 12 in vzgori pride 10 plus 13 minus 9. Pri prvemu, če poračunam, je 9 plus 4 13, 13 minus 6 je 7, se pravi imamo 7 12, ker imamo deljeno, bomo pomnožili 12, ko damo vzgori, to je pa
10 plus 13 je 23, minus 9 je 14. In zdaj to pa to pokrajšamo, dobimo 1, in to pa to pokrajšamo, dobimo 1 polovica, zmnožimo, 1 krat 1 je 1, 1 krat 2 je 2. Zopet decimalka. Ta je malo drugačna zato, ker perioda ni takoj za vejico. Zato rečemo, da je to x. In zdaj, najprej bomo to vejico za eno mesto sem spravili. Zato pomnožimo z 10. In kaj dobimo? Dobimo 2,15 se ponavlja. In to je x krat 10, 10 x-ov. Zdaj moramo pa še zato pomnožiti, da bomo še to vejico do konca periode spravili. Zato pomnožimo z 100. In dobimo 215,15, ki se ponavlja. 10 krat 100 je pa 1000 x-ov. Odštejemo tega od tega. 215 minus 2 je 213. 1000 minus 10 je 990 x-ov. Delimo z 990. In dobimo x je 213 lomeno z 990. Gremo naslednji. Poenostavimo izraz. Če ga hočemo poenostaviti, bomo mogli vsak števec in vsak imenovalec posebej razstaviti. Tole se da po Vijetu razstaviti na x minus 1 krat x minus 1. Tega razstavimo na x plus 1 krat x plus 1. Ker je pa tukaj deljeno, mi rečemo krat x plus 1 lomeno z x minus 1. In zdaj to počrtamo in nam ostane x minus 1 lomeno z x plus 1. Kadar je samo en izraz v števcu, en imenovalcu, ni treba oklepaju. Določimo tako, da bo število delilo izraz. Zopet imamo šestko. 6 deli ta izraz, to pomeni, da mora ta izraz deliti 3 in 2. Če ta izraz deli dvojka, pomeni, da se mora končati z sodnim številom. Imamo tam 0, 2, 4, 6, 8 lahko. Ker ga pa deli trojka, moramo to sešteti. In to, ta seštevek mora biti deljiv z 3. Vse števke seštejem in dobim, da je to 4 plus 1 je 5, plus 3 je 8, plus 2 manj. Zdaj lahko ustavljamo. Če ustavim 0, je to 8, ni deljivo. Črta. 2. 2 krat 2 je 4, plus 8 je 12. To bi bilo v redu. Se pravi, 2 je v redu. Zakaj? Ker 3 deli 12. 4. 2 krat 4 je 8, plus 8 je 16. To ni deljivo s 3. 2 krat 6 je 12, plus 8 je 20. Tudi ni deljivo s 3. 2 krat 8 je 16, plus 8 je 24, 3 deli 24, zato je tudi dobra rešitev. Rečem, naš M je lahko 2 ali M je 6. Še tole, zdaj imamo pa več fantov, Mateja, Jankota, Lojzeta, in vsak od njih se vozi s kolesom. Prvi se vozi dela kroge na 24 minut, drugi na 30 in tretji 42 minut dolge kroge. Zanima me, kdaj se bojo srečali skupaj, ker bodo takrat končali trening. Zdaj, Marko bo prišel na cilj, na start po 24, pa potem ponovno po 48 in tako naprej. Janko po 30, 90, 60, 90. Torej, kaj iščemo? Iščemo večkratnike. In dejansko mi moramo najti skupni večkratnik, najmanjši od 24, 30 in 42. Zato bomo ta števila razpravili na prafaktorje. Zdaj mi vemo, da je 24 3 krat 8,
8 je pa 2 na 3. Eto, to je že razstavljeno na prafaktorje. 30 je 3 krat 10, 10 je 2 krat 5. To je zdaj isto razstavljeno na prafaktorje, ker pa so števila majhna, delamo to kar na pamet, lahko pa seveda isto, kot prej s praštevili, z razcepom na prafaktorje. 42 je 6 krat 7, torej imamo 7, 6 je pa 3 krat 2. In zdaj, kaj je večkratnik? Vse različno, kar se pojavi. Začnemo pri dvojki. Dvojka se pojavi na največ 2 na 3. Trojka se pojavi ena sama, petka ena sama, sedemka ena sama. To pomeni 8 krat 3, ali pa če damo 8 krat 5 krat 3 krat 7, da vrstni red zamenjam. 8 krat 5 je 40, 3 krat 7 je 21 in je to vse skupaj 840. Se pravi, po 840 minutah, to je 14 urah, se zopet srečajo, takrat bo ura 24:00. Vprašanje je še, koliko krogov bo do takrat naredil Janko. Janko vozi vsak krog 30 minut, se pravi, da bo v 840 minutah naredil 48 deljeno s 30, kar je isto kot 84 deljeno s 3, 8 deljeno s 3 je 2, 24 deljeno s 3 je 8. Se pravi, on bo naredil 28 krogov. Tako.